Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o vzgoji. Danes dopoldne sem bila v Škofji Loki in govorila sem z eno mamico. V glavnem rekla je, da ima dva otročka, da hodi starejša punčka, da je pridna v 3. razred in fantek v 1. razred in da z njim pa pač more delati in da tudi učiteljica pravi, da je treba delati z otrokom. No in seveda sem se spomnila na svojo zgodbo, ker na koncu koncev sem mama 3 otrok, 3 od skoraj odraslih hčera in prišla sem enkrat do točke, da sem rekla, dovolj, jaz ne delam več za šolo. Prav dvignila sem roke od šole in a veste, kaj se je zgodilo? Mislim, da 5., 6. razreda, ta starejše hčerke, sem bila pač skrbna mama, preverjala, pomagala. In potem takrat sem imela že spletno trgovino oziroma neka naročila sem imela, res veliko dela in ob 9. zvečer hčerka name kriči, da nima domačega branja zato, ker jaz nimam časa zanjo. Joj, takrat sem pa rekla, dovolj. Moj posel je moj, tvoja šola je tvoja, od zdaj naprej ne delam nič več za šolo. No in dejstvo je, da potem, ko je ta mala hčerka hodila mogoče 1., 2. razred in grem na roditeljski oziroma na govorilne ure in pravi razredničarka, je rekla, in verjetno pogledate, kaj delamo v šoli, pa preverjate, pogledate v torbo. In sem rekla, ne, nič od tega. Je rekla, kako ne? Šola je njena. In me tako, veste, gleda, kakšna mama pa si. In dodam na to. Sem rekla, glejte, kje je tisti mejnik, da otroku rečeš, samostojen si. Ker potem kasneje 7., 8. razred smo pa poslušali, otroci so nesposobni, otroci so nesamozavestni, otroci ne skrbijo sami za šolo, nimajo delovnih navad in tako naprej. Kdaj je tisti ta pravi čas, da otroku privzgojiš delovne navade? No, in zakaj mislim, da lahko o tem govorim? Dejstvo je, da moje 3 hčerke so vse 3, jim res dobro gre v šoli. No? Tako da v glavnem zame ocene res niso pomembne. In tudi lansko leto mislim, da mi je rekla, ta srednja hčerka je rekla, in mami, kaj bi ti rekla, ali pa ne, ta mala je to rekla, če bi jaz imela same cveke, tebi je enostaven, ker imam same petke. Sem rekla, noč. Sem rekla, veš, tudi čistilka nekdo more biti. Naredi tako, mami, ne morejo biti vsi odlični, ne morejo biti vsi wow, doktori. Nekdo mora opraviti tudi druga dela in so vsa dela častna. A ni tako? Štempelj, ki ga imaš, potrdilo, da si pameten in da si nesposoben, a ti kaj pomaga v življenju? Nič. Ena stvar, kar sem jaz moje 3 hčerke učila, še ko so bile čisto mečkane, ko smo pospravljali, se spomnim, spet ta mala hčerka je protestirala, zakaj ona more držati cuno v roki in brisati prah, njen bratranc, njemu pa ni treba delati nič. Jaz sem rekla, lej, če si dovolj velika, da lahko držiš cuno v roki, lahko brišeš prah. No, potem naprej pri kuhanju, moje 3 vse kuhajo. Nikdar jih nisem odganjala stran od štedilnika. In ko sem hodila v šolo po otroke, je pač tista, ki je bila doma, je morala pač kuhati. In je bilo velikokrat tako, da sem enostavno rekla, pristaviš pručko in če si dovolj velika, da vidiš čez štedilnik s pručko, lahko kuhaš. Enkrat je treba začeti, ni tako. In tukaj noter sem prepričana, da je ta del vzgoje, da čim prej otroku daš vedeti, da je sposoben, da ga ceniš, da ceniš njegovo mnenje in prav o tem bi rada naprej govorila, da ga ceniš. Se pravi, če jaz otroku od prvega dneva, pa potem, ko že lahko cuno drži, ko že lahko kuha, ko že lahko nekaj naredi, da ga cenim in mogoče ena dobra knjiga za vas starše, meni je bila res odlična, Plusk pohval. To je knjiga, ki govori o tem, kako šolajo kite ubijalce. Sicer za šove v ujetništvu, ampak v bistvu kako čakajo, da jih lahko zasačijo s pohvalo.
vedno s pohvalo, kaj naredijo dobrega, tisto, kar je dobro. In tako bi v bistvu mi mogli vzgajati otroke, ne s pohvalo, ne pa s kritiko. No in prav ta občutek, da si cenjen, je tisto osnovni občutek, ki ga potem neseš tudi v odraslo dobo. In nekdo, ki ni cenjen, kaj se dogaja? Poglejte, ženska recimo, ki ni cenjena, kaj se bo dogajalo v partnerskem odnosu? Ali pa dajmo raje drugače. Otrok, ki ni cenjen, bo potem dobil tako, kot bi bil zasvojen s tem občutkom, da ga nekdo ponižuje. In seveda si bo potem našel takega partnerja, ki ga bo poniževal. No in tukaj smo seveda ženske boljše od moških in seveda potem najdeš taka ženska partnerja, ki je ne ceni. In ko jo dalj časa ne ceni, kaj se potem zgodi? Ženska, ki ni cenjena, se ji začnejo počasi zbujati spomini, kdaj je za manj čakala, kdaj je za manj pripravila, kdaj jo je pustil na cedilu, kdaj je pozabil na njo, kdaj jo je kritiziral. In to vse v njej neti tiho jezo in enostavno ta tiha jeza lahko pregreva njeno telo, pregrevanje telesa pomenijo vročinski valovi, po drugi strani pa ta njena tiha jeza se lahko manifestira tudi v tumor. Ženska, ki ni cenjena, slej ko prej začne razmišljati, da bi ona mogoče bolj živela brez njega. Slej ko prej, ženska, ki ni cenjena, v bistvu ženska, ki ni cenjena, slej ko prej odide iz odnosa. Na tak ali drugačen način. In zaradi tega je tako pomembno, da pod prvo, kdor ima občutek, da ni cenjen, zdaj pa kako preverimo to, pa kako sem tudi sama prišla do tega. Pri sosedu zdaj kar naprej pač nekaj delajo, že odkar sem tukaj ves čas delajo, tako da delovni narod. In sem razmišljala, zakaj jaz na tega soseda odreagiram pač z jezo. So določeni, jaz nisem jezen človek, v bistvu sem tako, rada imam lepe odnose, ampak pri tem človeku pa nimam tolerance. In a veste, do česa sem prišla? Dejansko on meni sporoča, jaz te ne cenim tebe, ne tvojega dela, nič, prav tisto zaničevanje. Ni skregan z mano, ampak skregan je pa z vsemi sosedi, tako da v glavnem. In zanimivo je, da potem sem jaz sama pri sebi opazovala, zakaj jaz ravno pri njem odreagiram tako bolj borbeno. In sem prišla do zaključka, da zaradi tega, ker dobivam z njegove strani občutek, da nisem cenjena. In zdaj pa, če preverim z mišičnim testom, mišični test, svoji duši nosim občutek, da nisem cenjena. Ali pa strani mojega soseda občutim, da nisem cenjena. Ali pa strani mojega bivšega moža občutim, da nisem cenjena. Verjetno v tistem obdobju, ko sem bila v zakonu, sem to občutila. No, tako da v glavnem, kakorkoli, občutek, da nisi cenjen, nisi cenjena, to je potlačena jeza, ki jo je treba spraviti iz celičnega nivoja in prečistiti, tako da je zdravilna molitev dekodiranja, naj se ščistijo vseh smerih časa in prostora, vse zavedne in nezavedne kode moje duše, ki so povezane z občutkom, da nisem cenjena. In dejstvo je, da ko mi ta občutek, da nisem cenjena ali pa nisem cenjen, počistimo, enostavno pri ljudeh, ki so nam nadrejeni, na katere nimamo direktno vpliv, enostavno ne odreagiramo več, ali pa drugače odreagiramo, ali pa bolj sočutjem odreagiramo, ker nimamo več rane, na katero pritiskajo z njihovimi odnosi. No, tako da v glavnem, vzgoja je zanimiva, to je dejstvo. Občutek, da si cenjen, glejte, jaz tam nikdar pozabila, ko sem jaz z mojimi dekleti, ko sem delala spletno stran, pa sem tako na kolena, še čist majčkega otročka, pa sem rekla, daj mi povej, katera slikca bolj paše, rabim strokovno mnenje. In kaj sem jaz sporočala? Cenim tvoje mnenje. A ni to dobro? Cenim tvoje mnenje. In če ti otroku daš občutek, da je njegovo mnenje
Mnenje cenjeno pomeni, da bo odraslo dobo nesel ta občutek, da lahko spregovori, da je slišan, da je sprejet, da je lahko izraža svoje čustva. Zdaj imam pa tukaj še karte prehodu na novo dobo, pa da vidimo. Molitev in meditacija. Moj duh je miren, povezana sem z izvorom. Da vidimo še eno sporočilo. Jaz sem boginja, ustvarjalka nove dobe in mene vodi srce. Ja, lejte, kam zdaj prihajamo? V novo dobo. In ja, ta meditacija, molitev počistiti vse tiste blokade, ki jih moramo počistiti. In druga zadeva, ne moramo priti v novo dobo, če smo zataknjeni v staro dobo. Zato je tako pomembno, počistimo tisto, kar nas boli, počistimo tisto, kar nam povzroča tista čustva. In predvsem, če ste starši, če imate vpliv na otroke, če ste vzgojitelji, dajte zalivati otroke z vso ljubeznijo in pohvalo, kar je možno. In kritiko pa izražajte takrat, ko ste vi v miru, zato da ne ranite druge duše. Tako da imejte se radi, delajte na sebi, boste videli, življenje vas bo podpiralo pri vsem, kar si vi želite.